vsako leto enkrat ta čas govorimo, apeliramo na varnejšo vožnjo motoristov in vsako leto tudi marca Zavarovalnica Triglav organizira posvet Anatomija vožnje. No, letos imamo obe te temi povezani v isto zgodbo. Namreč anatomijo varnosti motoristov. In letošnji predlog anatomije ni nov, je vsem dobro znan, ampak redno zanemarjen. Pa naj bo beseda meseca proaktiven. Lansko leto je v naših gorah umrlo 50 planincev. 50. Lansko leto je umrlo 26 motoristov, 30, če štejemo še mopediste. Sem prišel pogledati, kaj je gorska reševalna rekla, zakaj je bilo največ nesreč v planinah. Zaradi tega, ker niso imeli prave obutve, zato ker je prišlo do zdrsa. Pa se to vse lahko povežemo tudi z motorjem. In zdaj povežemo nazaj s hitrostjo. Pri motoristu je pomembno, da se gleda daleč naprej. Potem smo rekli, to ni zadost. Zdaj moramo tudi povedati, da je treba znati videti stvari. No, zdaj dodajamo tretjo stvar. Ni dovolj ne gledati, ni dovolj ne iskati stvari, ni dovolj niti za motorista, da išče idealno linijo. Treba je razmišljati za stvari, ki jih ne vidiš, ki jih ne veš, ki se ti bojo zgodile. Pri 90 km/h se ti bojo 100 metrov zgodili v 2 sekundah. Se pravi, moraš razmišljati za 5-10 sekund naprej. Zdaj, če on ne ve, kaj se mu bo zgodilo, je to tako ravna informacija, kot če ve. Na podlagi informacije, da ne vem, kaj se mi bo zgodilo, eni ravnamo tako, da gremo vse na polno skozi ovink, eni pa mogoče ne. Ampak on ima zelo kratek čas odločanja, kaj bo naredil. In to je vsa razlika med planincem in med motoristom. Zato je to toliko bolj tvegano. Na naš nekdanji član redakcije Andrej Brglez, ki vam mimogrede pošilja pozdrave, je na tokratno anatomijo kot vzor proaktivnega motorista pripeljal letalskega kontrolorja. Vemo namreč, da kontrolorji živijo 10 minut v prihodnosti in Andrejev cilj je bil, da bi nas Jan Jolič Liven vsaj delček tega svojega kontrolorskega predvidevanja naučil. No, pa smo vozniki motoristi stopili pod hladen tuš. Podatke motorist dejansko že ima, sam se jih ne zaveda, da jih imaš. Se pravi, preden se ti na motoru sedeš, ti tisti dan v sebi opazuješ, veš, kakšno je vreme, veš, po kakšni cesti se voziš, ti dobro veš, kakšen motor imaš, dobro veš, a ta motor ima dobre gume gor ali jih nima, dobro veš, a si gume napumpal za to sezono, jih nisi. Zelo dobro veš, a se slabo počutiš, a se ne počutiš. Dobro veš, a si kakšna zdravila jemlješ, a imajo rumen trikotnik ta zdravila. Ogromno stvari mi že vemo, ogromno podatkov mi že imamo, samo ne uporabljamo jih na ta način, da se lahko poj tudi odločamo. Tukaj noter, kar je Jan rekel, se skriva po mojem bistvu vsega. To je checklista. Ja, motor, olje, gume, teža razporejena, se počutim zdravila, nisem zaspan. Tudi ruta, postanki, brzina, ne vem, tako pač. Ja, veliko tega je. Ja, pri tebi je veliko, no. In tukaj nastane razlika. Pri Janu je to, pač on gre v proces vožnje na enak, tako jaz razumem, na enak način, kot je naučen tudi v službo prijeti, tudi če imam težave. Imaš verjetno checklisto, če ne morem, če ne vem, ono, drugo, tretje. Je neodgovorno, da jaz rečem, dobro, danes nisem glih zbran, pa mislim na ono, drugo, pa bom šel vseeno v službo. Ne, ni. In enako pristopa potem tudi do vožnje z motorjem. Že pri sebi moram začeti, da če zaznam, če vidim, da nisem, ne vem, pri stvari, bi mogel ravnati drugače. Ampak kako pravzaprav narediti to, kar je Jan rekel? Se mi to vemo. Sam zakaj nimamo checkliste? Ker smo kaj leni ali kaj, ne vem, se nam mudi ali... Jaz mislim, da je stvar izobraževanja je to. To je pač, če nas bojo to v avtošolah učili, če bomo to poslušali, če bomo ljudi čim večkrat to slišali, če bo na treningih varne vožnje to poudarjeno, to, ko ozavestiš, drugače pristopaš do vsake stvari. Jaz to skozi izobraževalni sistem najbolj vidim.
recimo tudi ena zadeva zelo pomembna, a znamo po 2 urah vožnje z motorjem pauzo narediti. Jaz recimo si jo vedno želim, ampak to imam mogoče tudi iz službe, ker mi imamo po 2 urah moramo uro pauze imeti. Ne? Ti tako lahko ostaneš osredotočen in motorist, po mojem mnenju, se ne more 10 ur osredotočeno voziti. Ne gre. No, eno orodje, ki nam pomaga pri proaktivnosti, pa ponuja tudi gostitelj dogodka, torej Zavarovalnica Triglav. Drive zemljevid. Zato, ker če vemo, da je pred nami bananin olupek, ga seveda lahko tudi obhodimo, a ne? Preventivo je zelo težko prodajati. To tudi vidimo sami, obvezno zavarovanje je dosti lažje prodati kot pa kakor prostovoljno. Ampak naša naloga pa seveda je, ker na nek način tudi upravljamo z tveganje. Torej, naši podatki recimo so izračuni pokazali, da ti uporabniki, ki imajo drive, imajo tudi do 20% manj nesreč, ki potem vplivajo na škode pri nas. Tako da taka pozitivna stimulacija dejansko delujejo. In zato je bil tudi ta naš namen recimo v vseh teh 10 letih, če govorimo zdaj o motorjih, imamo zdaj 4 leta, 10 milijonov proženih kilometrov, če gledamo pa celokupno drive uporabnike v 11 letih, mi smo prevozili več kot 2 milijardi kilometrov. Tako da iz teh podatkov torej imamo res vedenje, kaj se dogaja na slovenskih cestah, in zato smo se tudi odločili podatke javnosti. In čisto konkretno zdaj v 2 letih recimo je te podatke že več kot 120 posameznikov ali organizacij torej si preneslo, ker podatki so res prosto dostopni. Tako da naš način, po katerem tudi deluje, je nekako od lokalnega navzgor proti države, in na tak način torej tudi spodbujamo ugotoviti, torej, kako lahko zdaj iz teh podatkov si pomagamo sami, bodi si, da se bolje pripravimo na vožnjo, ali pa tudi na drugi strani, ker ni vedno zdaj krivda v voznikih za nesreče, tudi, da se ti podatki tudi ali pa v enaki meri uporabijo tudi mogoče za izboljšanje cestne infrastrukture. To nam dejansko pove, nekaj se tam dogaja, lahko pa da je dejansko res infrastruktura zastarela ali mogoče je primerna neka sprememba. In to je pa tisti ta del, ki prepuščamo bolj seveda strokovnjakom, ampak ja, cilj pa mislim, da je ravno tem v sodelovanju.